Spoštovani državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, magister Marko Lovše, generalni direktor Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino, magister Matjaž Ravbar, ravnateljica Srednje prometne šole Maribor, gospa Mira Jug-Skledar, načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske, podpolkovnik Jože Lebar, avtor razstave, magister Gregor Kastelic, pripadniki Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske, Vojaškega muzeja, cenjeni gostje. Dobrodošli na slovesnosti ob odprtju razstave Vojaškega muzeja Slovenske vojske z naslovom Živela svoboda. Pozdravljeni vsi, ki s svojim delom in zgledom vsak dan znova dokazujete, da vrednote, kot so svoboda, pogum in odpornost, niso ostale v preteklosti, temveč živijo tudi danes. Te dni, ko v srcu Evrope praznujemo mir in zmago nad nasiljem, se zdi še posebej pomembno, da se ustavimo ob besedi svoboda. Kaj pomeni živela svoboda danes, v letu 2025? V času, ko se svet sooča z novimi izzivi, od hibridnih groženj, kibernetskih napadov do naravnih nesreč in kriz zaupanja, postaja jasno, da svoboda ni nekaj samoumevnega. Je nekaj, za kar se moramo zavestno odločati vsak dan. Kot je zapisal Albert Einstein, svet ne bo uničen zaradi tistih, ki delajo zlo, temveč zaradi tistih, ki gledajo stran. Danes tukaj ne gledamo stran, danes se spominjamo, ozaveščamo in cenimo. Zdaj pa k pozdravnim besedam vabim generalnega direktorja Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino, magistra Matjaža Ravbarja. Prosim. Pozdravljeni državni sekretar, pozdravljeni načelnik Vojaškega muzeja, vsi gostje. Vojaški objekt Kadetnica je kraj, stavba, ki je namenjen vojaškemu šolstvu in tudi muzejski dejavnosti. Tako sem vesel, da danes odpiramo razstavo, ki govori o dogodkih izpred 80 let. Na srečo izhajam iz generacije, ki s to vojno, ki se je končala pred 80 leti, nima neposredne povezave. Zato lahko na njo gledam neobremenjeno, lahko tudi rečemo strokovno, posredno preko tudi moje osebnih zgodb, osebne družinske zgodbe, pa lahko rečem, da je bilo to leto groze, strahote in na koncu ravno zaradi teh dogodkov, ki jih obeležujemo danes, pa seveda tudi leto svobode. Prinesla nam je celo paleto čustev in na koncu smo doživeli svobodo, ki smo jo zadihali s polnimi pljuči. Tako da vas ob tem dogodku lepo pozdravljam in želim, da bo ogled razstave čim bolj vesel. Hvala. Najlepša hvala in zdaj naj dogodek zasije tudi skozi zvoke. Sledi glasbena točka v izvedbi zasedbe policijskega orkestra. Prisluhnimo skladbi Oj, Triglav, moj dom.
Zvoki so nas spomnili, kako globoko v nas odmevajo domovina, spoštovanje in pripadnost. Zdaj pa z veseljem in spoštovanjem k besedi in slavnostnemu nagovoru vabim državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Magister Marko Lovše, prosim, izvolite. Spoštovani, v teh dneh, ko se približuje dan zmage, 80. obletnica konca druge svetovne vojne, so naše misli pri dogodkih, ki so tlakovali pot v našo svobodo. Sem pripadnik generacije, ki je odraščala ob pripovedih borcev in bork slovenskega partizanskega narodno-osvobodilnega boja s trdnim zavedanjem o tem, kako pomemben je bil naš upor proti fašizmu in nacizmu v drugi svetovni vojni. Kako pomemben je bil zato, da smo kot narod obstali, da smo ohranili slovenski jezik, da upravljamo svojim ozemljem in da smo končno zadihali s polnimi pljuči. Današnje mlade generacije nimajo več v tako veliki meri tega privilegija, da bi lahko še živečim borcem in borkam narodno-osvobodilnega boja prisluhnili glede njihovih hrabih izkušenj. Ohranjanje dragocenega zgodovinskega spomina pa je nujno, saj je prav, da se tudi pri mlajših generacijah utrdi spoznanje, da je bila pot našega naroda do svobode in do suverenosti na svojem ozemlju zelo zahtevna in prežeta žrtvovanjem človeških življenj. Ta velika žrtev pogumnih domoljubov kliče k hvaležnosti, hkrati pa tudi k odgovornemu zavedanju, da življenje v svobodi, miru in blagostanju ni samoumevno. Pomembno sporočilo naše vojaške tradicije in državotvornega procesa od prizadevanja generala Maistra in njihovih borcev za obvarovanje slovenske severne meje do slovenskega narodno-osvobodilnega partizanskega boja in do vojne za slovensko osamosvojitev pa je gotovo tudi to, da Slovenci nikoli nismo začeli vojn in si na silo želeli prilastiti tujih ozemelj. Nasprotno, več kot upravičeno smo lahko ponosni na to, da smo v svoji zgodovini vojaško obrambo upirali za plemenite cilje in samoohranitev. Kajti, podarjene nam niso bili ne pravica do narodne in jezikovne samobitnosti, ne svoboda, ter tudi ne pravica do suverenosti na svojem ozemlju in lastna država. Vse to smo si morali prebuditi, tudi z orožjem, in dokazali smo, da se z njim znamo boriti. Prepričan sem, da se večina državljank in državljanov zaveda, da je tudi danes obramba ena od ključnih nalog naše države, ter da sta varnost in mir vitalna pogoja in osnova za vse druge podsisteme. Pri ozaveščanju o pomenu našega obrambnega delovanja skozi zgodovino ima veliko vlogo Direktorat za vojne veterane in vojaško dediščino in v njegovem okviru tudi Vojaški muzej Slovenske vojske, ki mejnike iz naše vojaške in državotvorne zgodovine širši javnosti predstavlja na zanimiv in sodoben način. V okviru današnje razstave, ki predstavlja sklepne operacije za osvoboditev Slovenije, je na ogled tudi zbirka risb oklepnih vozil druge svetovne vojne avtorja Matjaža Vrenčurja, dijaka Srednje prometne šole Maribor. Naj pa omenim še to, da sem si pred nekaj dnevi s sodelavci ogledal tudi nov igrano-dokumentarni film Zadnji dnevi, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za obrambo. Film na pretresljiv način pripoveduje zgodbo o Poljani, slovenskem kraju, kjer žal tudi s kapitulacijo sovražnih sil še ni bilo konec vojne morije. 9. maja 1945 je namreč vrhovni poveljnik za jugovzhodno Evropo, general Aleksander Löhr, v Topolšici podpisal kapitulacijo nemške vojske. Nekaterim nemškim in ustaškim skupinam je kljub temu uspelo pobegniti na Koroško, kjer so se spopadli s partizansko vojsko nadaljevali. Tako je bila Poljana sredi maja 1945, ko je naše glavno mesto že proslavljalo in pozdravljalo partizane, veselilo se v svobodi, tam pa je bilo zadnje prizorišče bitke druge svetovne vojne na evropskih tleh. 15. maja 1945 so Nemci, ustaši in domobranci na zahtevo britanskih častnikov se vdali predstavnikom partizanskih enot. S tem spopadom se je končalo 1500 težkih dni druge svetovne vojne na Slovenskem.
Ta kruta vojna je naše ozemlje močno prizadela in Slovencem prizadejala ogromne izgube. Prizadetost ozemlja in naroda lahko opišemo zgolj s podatkom, da se smrtne žrtve, ranjeni, poškodovani, razseljeni in izseljeni štejejo v 100 tisoče, kar pomeni, da je bila večina od okoli 1,5 milijona prebivalcev na tak ali drugačen način prizadeta. Močno je padla rodnost. Število vojnih invalidov se je štelo v 10 tisočih. Večina mest je bila dodobra uničena. Cestna in železniška infrastruktura prav tako. Nasploh je bila takrat škoda za Republiko Slovenijo ocenjena na dobrih 47 milijard dinarjev oziroma takratnih 966 milijonov ameriških dolarjev. Dejstvo je, da smo Slovenci tako po vojaški kot po vsem civilni plati v drugi svetovni vojni izjemno trpeli. Spoštovani, 80. obletnica konca druge svetovne vojne je priložnost, da iz naše težke, a zmagovite preteklosti črpamo pogum za soočanje z današnjimi izzivi, da se zavemo, kako težke in dolgotrajne posledice imajo vojne, ter da sami in skupaj z zavezniki naredimo vse, da jih preprečujemo. Z veseljem in ponosom odpiram to današnjo razstavo in pravim: živela Slovenija, živela svoboda. Najlepša hvala za besede in misli. Sledi še ena glasbena točka v izvedbi zasedbe policijskega orkestra, ki bo, prepričana sem, tudi tokrat v srcih pustila močan odtis. V času, ko je bila svoboda le tih šepet v gozdovih, so jo peli tisti, ki niso molčali. Postala je pesem odpora, ne le italijanskega, tudi slovenskega. Danes jo poslušamo kot poklon vsem, ki so si upali reči dovolj. Za tiste, ki so ostali, za nas, ki hodimo naprej. Bela, čao. Po navdihujoči pesmi, ki nas je spomnila na moč poguma in svobode, bomo prisluhnili še razmisleku besede. Z nami je gospa Katarina Goričan-Pokrivač, profesorica likovne umetnosti Srednje prometne šole Maribor. Prosim, izvolite.
Prav lepo pozdravljeni. Vesela sem, da vam lahko povem, da tudi naš dijak, torej iz naše šole, je prispeval del k tej razstavi. Narisal je namreč risbe tankov, torej oklepnih vozil. Sedaj je dijak v 3. letniku, to je Matjaž Frenčur. Kot profesorica likovne umetnosti sem vedno vesela, seveda, ko odkrivamo nove talente, jih spodbujam, da svoje znanje in svoj talent poglabljajo, razširjajo, da ga jemljajo resno. Vsekakor je tudi to vredno. Namreč, kot veste, danes mladi vse bolj bežijo v digitalni svet, v ta svet virtualnega, resničnega sveta za njih. Za njih je ta resnični svet vse pogosteje neresničen in virtualen resničen. Kar je narobe, ne? Ampak zato smo toliko bolj veseli in toliko bolj osvežujoče je za nas, ko lahko opazimo neke take talente, še posebej nekaj takega tako posebnega, kot je Matjaž odkril, to svojo risbo, precizno risbo tankov. Zdaj ti njegovi tanki so nastali, prvo oklepno vozilo je narisal v 1. letniku, se spomnim, potem pa je to nadaljeval in danes jih ima med 100 in 200 narisanih tankov. Vse te risbe je združil seveda z ljubeznijo do zgodovine, preučeval tehnične načrte, risbe, skice in potem je prešlo to v tako risbo, oklepnih vozil. Načrtuje jih še narisati, še več, še 300, tako da njegova ljubezen se v tem kaže. Vsekakor se mi zdi vredno naše pozornosti danes in nasploh, da damo mladim tudi priložnost, da zasijajo v tej svoji posebnosti. Tako da vas vabim, da si ogledate tudi ta njegov del razstave, risbe tankov. Hvala vam. Najlepša hvala. Preden pa si skupaj ogledamo razstavo, bo nekaj besed z nami delil tudi njen avtor, magister Gregor Kastelic. Njegovo delo ni le zbir podob, temveč premišljen preplet spomina, ustvarjalnosti in spoštovanja do zgodovine. Prosim. Hvala lepa, spoštovani, spoštovane. Danes obeležujemo 80. obletnico konca II. Svetovne vojne, ki se je zaključila z brezpogojno kapitulacijo nacistične Nemčije 8. maja 1945, ko ta podpiše kapitulacijo tudi v prisotnosti predstavnikov Sovjetske zveze. Nemške enote pa so se zahodnim zaveznikom predale že dan prej, torej 7. maja. Osvoboditev Slovenije leta 1945 je bil kompleksen proces, ki je potekal v zadnjih mesecih II. Svetovne vojne in je pomenil konec okupacije Slovenije in pa tudi Jugoslavije strani nacistične Nemčije. Najmočnejši nasprotnik partizanov je bila torej nemška vojska oziroma Nemci, ki so se odločili, da bodo evropsko trdnjavo branili tudi na Balkanu. Osvojeno ozemlje pa so spomladi 1945 razglasili za zaledno območje Jugoslovanske fronte, čez katero bi se omikali z Balkana. Zato so ga bili pripravljeni braniti do konca. Jugoslovanska partizanska vojska je vojaške operacije za osvoboditev Jugoslavije iz političnih in vojno-strateških načrtov začela v Srbiji in 20. oktobra 1944 v sodelovanju z Rdečo armado osvobodila Beograd in nato še ožjo Srbijo, potem pa je Rdeča armada zapustila jugoslovansko ozemlje in odšla proti Madžarski. Osvobajanje Makedonije je v sodelovanju z bolgarsko armado potekalo vzporedno z osvobajanjem Srbije, Črna Gora in Dalmacija pa sta bili osvobojeni do decembra 1944. Osvoboditev Dalmatinske obale je bila pomembna zaradi tega, ker bi z njeno osvoboditvijo odpadli razlogi za zavezniško izkrcanje na tem območju. V začetku leta 1945 so Nemci oblikovali fronto večjega obsega, ki je potekala od Drave ob madžarski meji do Karlobaga ob obali severnega Jadrana. Del te fronte severno od Save se je imenoval Sremska fronta in je bil za nemškega okupatorja zelo pomemben zaradi umikanja nemških enot iz Bosne, pa tudi zaradi preprečevanja prodora partizanov in Rdeče armade na področje NDH in Madžarske. V drugi polovici marca 1945 je 4. jugoslovanska armada začela z osvobajanjem zahodnega dela Jugoslavije ter slovenskega ozemlja. Po preboju Sremske fronte sredi aprila je začela tako imenovano Reško-tržaško operacijo. Spopadi so potekali med Susakom in Snežnikom, po preboju fronte pa so se partizani usmerili proti Trstu, Gorici in slovenskemu Primorju in to območje osvobodili do 1. maja 1945.
Po osvoboditvi Trsta je 7. korpus začel osvobajati kraje na območju Dolenjske in se pomikati proti Ljubljani, kamor je smeri Postojne prodelala tudi 29. hercegovska divizija. Nemci so za obrambo Ljubljane oblikovali zunanjo obrambno črto v okolici mesta, ki so jo pred partizani branili skupaj z domobranci. Spopadi so se vneli 7. maja, 9. maja po noči pa so partizani strli nemško domobransko obrambo in Ljubljana je bila svobodna. Sledila je še osvoboditev celotne Gorenjske, hkrati pa so partizanske enote Nemcem in protipartizanskim enotam poskušale preprečiti umik na Koroško in predajo britanskim zaveznikom. Na Štajerskem in Koroškem so delovale partizanske enote 4. operativne cone. Celje so osvobodile 9. maja, Maribor pa je 10. maja 1945 skupaj z bolgarskimi enotami osvobodila Prekmurska brigada. Vanj so vkorakale tudi enote 3. jugoslovanske armade, a so se kmalu pomaknile po Dravski dolini do Dravograda, da bi tam zaprle pomemben prehod proti Koroški. Večina Koroška je bila osvobojena do 8. maja 1945. V Topolšici je nemški vrhovni poveljnik za jugovzhodno Evropo, general Alexander Lohr, 9. maja 1945 podpisal kapitulacijo nemške vojske, nato pa je nekaterim nemškim in ustaškim skupinam uspelo pobegniti na Koroško, kjer so se spopadi s partizansko vojsko nadaljevali pri Dravogradu, Pliberku in na Poljani, tudi po uradnem koncu druge svetovne vojne v Evropi, vse do 15. maja 1945. Osvoboditev Jugoslavije in Slovenije je bila predvsem rezultat lastnih sil narodno-osvobodilnega gibanja, zlasti Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije oziroma po 1. marcu 1945 jugoslovanske armade. Pomembno vlogo je imela tudi pomoč zaveznikov v obliki materialne podpore ter sodelovanja Rdeče armade pri osvoboditvi delov Srbije in Prekmurja. Že prej je bilo omenjeno, da je druga svetovna vojna na Slovenskem potekala 1500 dni. To je bilo 1500 dni groze in trpljenja in sam srčno upam, da se tako dogajanje nikoli več ne ponovi. Hvala lepa. Najlepša hvala. No, še pred ogledom razstave pa še enkrat lepi glasbeni ritmi v izvedbi zasedbe policijskega orkestra. Ljubim te, Slovenija.
Dragi gostje, s tem zaključujemo uradni del današnje slovesnosti. Hvala vsem za vašo prisotnost, za vsak pogled v preteklost, v zgodovino in vsak korak v prihodnost. Naj razstava Živela svoboda ne ostane le spomin na minulo, ampak tudi navdih za odločno in srčno življenje danes. Zdaj pa vabljeni, da se vsi skupaj podamo pogledu razstave, kjer nam bo njen avtor podrobneje predstavil njeno zgodbo. Želim vam prijeten dan in naj svoboda živi.